Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Matej Tušek in Tone Tisel. Živijo. Matej, ti si hotel prej še dokončati misel, izvoli. Še eno stvar sem hotel posebej izpostaviti. Mi se ves čas trudimo, da bi športniki, ekipe na tekmah pokazali svoj maksimum. To na nek način pomeni, da morajo biti in igralci in trenerji ekstremno dobro tudi psihično pripravljeni. Ampak seveda pogoj za to, da si lahko dobro psihično pripravljen je, da si pravzaprav veš, da si vse naredil, se pravi, da imaš za vse možne variante, vsaj tiste, za katere verjameš, da se lahko zgodijo pripravljene strategije. In na tak način seveda lahko ostajaš miren. Biti miren pa pomeni, da lahko seveda vplivaš na ostale igralce. In na čustva delujemo samo takrat, v osnovi pravimo v psihologiji športa, da čustev v športu ne sme biti, razen po koncu tekme. Se pravi, to pomeni, jaz poskušam biti robot, poskušam se držati, ne dovolim, da me čustva premaknejo in to je edina pot do uspeha. To pomeni, da poskušamo ves čas čustev ne uporabljati. Čustva uporabimo takrat, ko je zgodba načeloma zgubljena, ko ničesar ne moramo več zgubiti, takrat mogoče poskušamo dobiti 2% več še ven, ampak še to je v takem trenutku mogoče smiselno, da naredi igralec. To ste videli mogoče na eni tekmi košarkaški na Evropskem prvenstvu, kako je Goran Dragić prevzel, povišal glas in poskušal v bistvu od igralcev dobiti, ne vem, še 1-2% dodatka, ampak to se seveda zgodi enkrat, če to delaš konstantno na vsaki tekmi 10-krat, potem to ne deluje več. To narediš samo takrat, ko je v bistvu neka zgubljena situacija in poskušaš rešiti zadevo. Sicer mora biti pa stvar vedno posledica nekega plana, načrta. In tudi, ko igralci vidijo, da se trener drži tega načrta, potem so tudi oni mirni, potem tudi oni zaupajo, da se lahko igra razvije v tisto smer, v katero smo načrtovali. No, zdaj smo dosti govorili tudi o igralcih. Tole sem vaju hotel vprašati. Vi dva v bistvu poznate te igralce. Matej, ti, čeprav vem, sodeluješ tudi zdaj z rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško. Ja, in nekatere tudi poznam. Ja. Ti si številne od teh tudi treniral, sam prej, tudi v klubu, pa v mlajših, ko so bili še mlajši, pa to karakterno gledano ali pa z vidika, bom rekel, celovite osebnosti, ki jo mora imeti vrhunski športnik, tako po znanju, po značaju, kako bi vidva ocenila te igralce, ki trenutno igrajo za slovensko rokometno reprezentanco? Ja, jaz bi rekel takole, tale reprezentanca, ki je nastopila na zadnjem Evropskem prvenstvu, je bila sestavljena precej drugače kot tisto, ko je Vujo dobil na začetku. Se pravi, ogromno je pomladil, pripeljave neke nove igralce, za katere javnost niti ni vedela. In taki, bom rekel, naši igralci so relativno mladi, neproblematični, niso imeli še nobenih vrhunskih karier za sabo, se pravi, zdaj so odšli v velike klube, kjer jih trenirajo vrhunski trenerji, ki so že osvajali marsikaj od, ne vem, Dušanbajeva, Gislassona, Kanajerja. Se pravi, zdaj vidijo tudi, kako delujejo drugi trenerji. Mislim, da je naša ekipa zelo neproblematična, kar se tiče egov, se pravi, v ekipi ni nobenega takšnega, kot je bil svoj čas Vujo. Vujo tudi to želi, se pravi, te naši igralci so za vodenje odlični, je pa res, da obstaja bojazen, kolikor bo šlo vodenje samo v smeri čustev, ne pa v smeri taktike, tehnike in drugih zadev, pa lahko ti fantje, bom rekel, zgubijo zaupanje, kajti vsi vrhunski igralci so v svojih klubih navajeni, da imajo taktične plane pred vsako tekmo, da se dogaja tudi na drugih področjih, tako da, če bo šlo vse samo v čustva in, bom rekel, v narekovajih paljenje, kar je Vujo verjetno najboljši na svetu, potem znajo biti v prihodnosti problemi. Naši igralci so v glavnem vsi neproblematični. Ja, to se jaz tudi včasih bojim, da se bo naš selektor kar samo užgal na klopi. Matej, si ti hotel še kaj dodati? Ja, jaz bi mogoče dodal samo še to, da ko se enkrat rezultati zgodijo, tako kot je bilo pri nas bronasta medalja, potem je izjemno težko ali pa izjemno velik pritisk. To je treba vedeti. Tudi Vujović je zagotovo precej velik pritisk zdaj po medalji na svetovnem prvenstvu občutil in delovati in kot igralec, in kot trener, takrat, ko prihajaš na neko prvenstvo, kot bomo rekli, recimo nek
favorit, zato ker si prejšnjo leto osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu, je težko, to je treba vedeti. Ne? Ampak seveda dobri trenerji se znajo tega zavedati in mi ne smemo misliti, da je eno 8. mesto na Evropskem prvenstvu neka katastrofa. To sploh ni problem. Tudi z briljantnim vodenjem se lahko zgodi, da v nekem trenutku ne bomo prišli više od 8. mesta ali pa bomo še celo slabši. Bolj je problem, da moramo gledati, da je smer vodenja prava in da se zavedamo, da tukaj je potrebno imeti kontrolo. Kot igralec si lahko marsikaj privoščil, zato ker si imel nad sabo nekoga, ki te je v ključnem trenutku, če druga ne, potegnil ven, da si se umiril in te je zamenjal čez 2 minute dal noter, ko si bil miren. Kot trener moraš biti pa seveda izrazito pozitivna osebnost. Jaz sem videl tudi na minutah odmora, tudi ne v rokometu, v košarki, trenerja, ki je bil tudi na slovenski klopi, ki je sredi minute odmora igralca udaril po glavi na Evropskem prvenstvu. Ni bil to slovenski trener, televizija ga je pokazala, to ne paše na terene in ko nekaj takega narediš nekomu, enemu znanemu igralcu, ki ima nek občutek samopodobe, seveda to lahko sesuje celo ekipo, ne? In takih stvari se ne sme dogajati, če želimo dolgoročno imeti rezultat. No, to ne oprosti, pred nadaljuješ, bi sam tole še predlagal, no, da pogledamo, zdaj, da je stil vodenja in komunikacije z igralci kontroverzen, se zaveda tudi Vujović sam. Poglejmo, kaj je o tem povedal za črnogorsko televizijo. Vidite jednu stvar. Kada bih bio trener Lovćena, morao bih ili Crne Gore u mnogome da promijenim moj pristup, jer to što kažem igraču iz Makedonije ili Slovenije, vjerojatno bi neki Crnogorac smatrao ličnu uvredu ili atak na njegovu ličnost, znate. I mi smo jako uvredljivi, mi jako znamo da zamjerimo, ali ja nikad ne psujem igrače. Moja ružna opomena ili nešto što bi rekao da bih uvredio je, pa da, ovo je za vas komplikovano. Vi ne možete da vozite auto i da slušate muziku isto vreme. Za gledalkam in gledalcem se seveda opravičujemo za slabšo kvaliteto zvoka v tem posnetku. Tone, prosim, če nadaljuješ in če se potem navežeš tudi na to, kar smo zdaj videli in kaj smo prej slišali strani gospoda Vujovića v minutah odmora. Ja, jaz bi rekel, da bi jaz tole težko komentiral. Vsak gledalci naj samo ustvari sliko, je pa zadeva, bom rekel, malo za Slovence malo neprijetna. Ja, vse to sem hotel izpostaviti, ne? A je to res? Zdaj, to malo si vsem presenečen, ko to gledaš, ne? Pa reče selektor slovenske rokometne reprezentance, to, kar govorim, ne vem, Makedoncem in Slovencem, nam Črnogorcem, ki smo ponosen narod, si ne bi upal, ne bi smel govoriti, ne? A je res to problem v Sloveniji v športu? Zdaj oba sprašujem, da nimamo ponosa, da nismo borbeni, tako kot recimo naš selektor večkrat pove v teh svojih intervjujih. Jaz bi drugače rekel, ni da nismo borbeni, bolj smo tolerantni, ampak veste, enkrat, ko je mera polna, se pač ljudje obrnejo proti nekomu in noče več funkcionirati. Bi pa eno stvar posebej upozoril, dober trener nastane dober trener, nihče ni v svojih začetkih najboljši. In jaz mislim, da tudi Vujović, sploh glede na to, da se zaveda nekih težav, če bo seveda delal v pravi smeri, se bo te stvari naučil obvladovati in potem znal seveda iz sebe narediti tudi kaj več. Zavedati se pa more tudi javnost, kakšen more biti kvaliteten trener. Kvaliteten trener, ki bi imel dolgoročno uspehe, more sam sebe brezhibno obvladovati. To smo zelo dobro videli na Evropskem prvenstvu v košarki, kjer ste videli, da je trener bil ves čas znotraj kontrole. Seveda tudi zato, ker je imel zelo dobre pomočnike, ki so mu veliko dela odnesli, naredili namesto njega, ampak vse skupaj, on je bil koordinator vseh aktivnosti in on praktično nikoli ni bil v situaciji, ko bi izgubil živce ali pa ko bi dal občutek igralcem, da ne obvladuje situacije. In takrat, ko si najbolj v stresni situaciji, ko so seveda pritiski na igralce zelo veliki, če takrat igralci vidijo, da trener točno ve, kaj dela in kaj si je zamislil, in potem tudi na terenu te stvari seveda delujejo, potem seveda se zgodi ena vrhunska samopodoba, samozavest, ki na koncu pripelje do odličja. No, jaz bi se tu malo navezal na našega selektorja.
On je imel slabe izkušnje kot trener. Kot trener hoče biti kot Vujo igralec, se pravi, rad bi osvajal, rad bi zmagoval, tako je tudi nastopal, kot je prišel v Slovenijo. Ima visoke cilje, to načeloma ni slabo. To je odlično. Vsi od Realu je imel možnost, pa nažalost je Smetano pobral za njim Dušenbajev. Imel je možnost v Makedoniji, pa je pobral Smetano Gonzales. Če govorimo mogoče o bivši Jugoslaviji, Srbiji, Črnogorje, Srbije, kolajno je osvojil njegov prijatelj Vuković. In v enem izmed intervjujev se je Vujo prekleto dobro zaveda, da je on sam sebi največji nasprotnik. In zelo trdo je delal na sebi, da bi svoje vzorce obnašanja spremenil. Se pravi, trener mora biti v stresni situaciji najbolj miren. Takrat on ni miren in eksplodira. Včasih je to eksplodiral še na veliko hujši način kot tukaj. Leto se je zgodila, in pol res, bom rekel, 5 let ni imel nobenih problemov, tako da je rekel, letos pa, ker je šla prvič krivulja rezultatov reprezentance navzdol, je znova eksplodiral. Eksplodiral je tudi v slovenski ligi. Vujo se dobro zaveda, da je to njegov največji problem, to skuša popraviti. Tisto, kar mene skrbi, kar je po svoje tragično, ljudje, ki so njemu blizu, pa to potencirajo in celo to spodbujajo. Se pravi, to, kar Vujo sam ve, da je narobe, da zaradi tega ne more zmagovati, kot je zmagoval, kot je bil igralec, ljudje okoli njega potencirajo in odobravajo in s tem mu sigurno škodijo. In če ne bojo ljudje Vujotu v tej smeri pomagali, zagotovili podporo, se lahko zgodi, da bo nekje počlo. In potem Vujo ne bo spisal pravljice, ki bi jo lahko Slovenijo spisal. Dejansko, pomladive reprezentancov, videti je, kot da mu igralci jejo z roke, naredil je vrhunske rezultate, pokazali se je tudi zdaj, da imamo kvaliteto, na zadnjem evropskem prvenstvu nas ni nobeden premagal, tudi igralci so bili neprimerno bolj mirni in korektni v izjavah kot sam Vujović. Se pravi, eksplodiral je znova takrat, ko je bil nekdo močnejši od njega. In če bo on to uspel skontrolirati, bo imel on in slovenska reprezentanca veliko možne za vrhunske rezultate, ki bo on iz leta v leto ponavljal. Vkolikor mu ljudje, ki so njemu blizu, ne bojo pomagali v tej smeri, se pravi, da bojo njegove zadeve, ki so definitivno napačne, odobravali, potem ni nobene šanse, ker nekje bo nekdo počil. In namesto pravljice bomo imeli znova slab zaključek. Jaz bi mogoče tukaj dodal še eno stvar. Ko se pogovarjamo na nek način v enih strokovnih sredinah, je posebej laična slovenska javnost, ne razume tega, da je bistvo stroke opozarjanje. Tukaj ne gre za to, da bi bil kdorkoli nevošljiv ali Vujoviću. Tukaj pravzaprav kdorkoli od naših ali trenerjev, ali igralcev, ali tistih, ki delamo v športu, če je slovenska reprezentanca na vrhu, vsi s tem pridobimo. In tukaj ne gre za to, ali je Vujović trener, ali Tiselj trener, ali kdorkoli drug. Tukaj gre za to, da kot reprezentanca poskušamo osvojiti medalje. In vedno bomo podpirali tiste, ki vidimo, da z neko zanesljivostjo peljejo ekipo po pravi poti. Tako da tudi javnost mora razumeti, da kritika strokovne javnosti mora biti zato, da postavlja ogledalo tistim, ki kreirajo šport, da znajo kaj spremeniti, zato da v bistvu najdejo pravo pot. In tudi smisli vsega tega današnje oddaje mora biti v tem smislu, da razumemo. In tudi že to je dobro upozoril. Vujović ima nekatere dobre lastnosti, zna zelo dobro motivirati ljudi. Ampak sam motivacija brez mirnosti, brez strategije, ali pa ne bom rekel brez strategije, da ne bom delal krivice, ampak brez napredka še v tej strategiji, pa seveda ne bo dovolj za medalje na Evropskem prvenstvu. Mogoče bi se tu eno zadevo dodal, ko se pogovarjamo v Slovencih, v slovenskem športu. Slovenija je, rečemo, majhna, mi se vedno borimo proti večjim, močnejšim, številčnejšim in v športu zmagujemo, ogromno zmagujemo. Če greš ti v tujino, se vsi čudijo in pravijo, da je to nemogoče, kako lahko iz 2-milijonskega naroda dobimo, se pravi, šampione v vseh športih. In zakaj zmagujemo? Zmagujemo na pamet, zato ker smo pametni. Tako. Zato, ker smo pametni, pa če še dodamo malo trme. In mene ne bo noben prepričal, da se mi ne borimo. Poglejte, hokejisti so premagali sred Minska, belorusko reprezentansko, za katero država stoji, in Lukašenko, ki vlaga nenormalne denarje. Oni se niso borili. Naši košarkaši, ko so osvojili zlato medaljo, naši odbojkaši, ko so osvojili srebrno medaljo,
naši futsal igravci, ko so premagali Italijane, se pravi, mi imamo trmo, borbo, mi imamo to v genih zapisano, ob tem pa smo pametni, kajti samo s pametjo lahko premagamo večje, močnejše, številčnejše. In to v športu sigurno delamo. Jaz mislim, da David z borbenostjo Goljata ni glih premagal. Izjemno je treba, to, kar je Tone posebej izpostavil. Mi smo dolgo leta imeli vrhunske rezultate samo v individualnih športih. Mi smo v zadnjih letih naredili enormen napredek v ekipnih športih, iz izjemo nogometa, posod druge smo mi pravzaprav v moški konkurenci, ki je največkrat še mogoče malo težja kot ženska konkurenca, pa smo čisto na vrhu, ampak to zagotovo nismo na račun selekcije. Ker pri nas je baza, ti enega igralca v smučanju narediš, enega tekmovalca v rokometu, moraš imeti pa veliko bazo. In mi to lahko naredimo samo na račun kvalitetnega dela. Tudi vprašanje, zakaj je Goran Dragič po 10 letih prišel zakaj? Ker je v ozadju veliko delo, ne samo talenti. Mi imamo premalo talentiranih igralcev, da bi se borili z eno Rusijo, z eno Nemčijo, ki ima 50-100 milijonov ljudi. Mi lahko to naredimo samo, če bomo delali bolje od njih. To je edina opcija. Ker se počasi približujemo koncu oddaje, predlagam, da si pogledamo še zadnji video posnetek, potem pa zaključni komentar naših gostov. Ako te Kaneljas izribla, ubit ću i tebe i sebe. Odmah ću nas ubiti na mesto, on je umro odavno. Spoštovana gosta, prosil bi za zaključni komentar. A je taka situacija mogoča v vrhunskih ekipah, kjerkoli, v kjeremkoli vrhunskem profesionalnem športu, kjer trener grozi igralcu, da ga bo ubil, pa sebe, pa da je nasprotni igralec že umrl. Sam zdaj ali pa ne, prosim, ker smo res že pri koncu oddaje. Jaz mislim, da je izjemno težko, dolgoročno to zagotovo ne pride do rezultata. To ne. Jaz težko verjamem, težko bi si predstavljal, da bi to na klopi Francije dal takšno izjavo enemu igralcu, ni važno kateremu, kako bi igralci in javnost odreagirala. Mislim, da je to... Da to sigurno ni prava smer. V redu. Najlepša hvala, spoštovana gosta, za vajine cenjene komentarje. Cenjene gledalke, dragi gledalci, po oglasih pa požar v parlamentu. Prihaja lista novinarja Bojana Požarja.